Tokrat bomo tekmovalni, naša disciplina bo slalom. V resnici bomo tekmovali v radovednosti. Zanimalo nas bo, kako lahko povežemo smučarski slalom z avtomobilskim slalomom. Preizkusimo Volkswagen Touareg. Na koncu pa pogledamo, kakšen je audio pogled na celostno trajnost. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Nedavno smo vas povabili v družbo dveh zelo prijetnih zvezd. Tine Maze in avtomobilske znamke DS. No, pri znamki DS je nekaj zelo zanimivega, saj je ena najmlajših znamk na slovenskem trgu in hkrati tista, ki je zelo prepoznavna. No, tudi če vas avtomobili sploh ne zanimajo, je zelo malo verjetno, da ne bi prepoznali žabine silhuete in jo povezali z visoko tehnologijo in udobjem. No, že leta 1955 so ji rekli Ladese, boginja, in pred skoraj natanko 68 leti, 6. oktobra 1955, so na pariškem avtomobilskem salonu predstavili znamko DS. In DS začne takoj pisati svojo res neverjetno zgodbo. V tistem trenutku, ko so ga pokazali, je svetu postalo jasno, da česa tako drugačnega avtomobilski svet do takrat še ni videl. In v zgolj 45 minutah so sprejeli 749 naročil. Ne vem, zakaj niso počakali kakšno minuto več do večje številke. Oziroma takrat še niso znali napihovati številk, tako kot danes. No, kaj je še zanimivo je to, da je bila znamka res povsem drugačna. Že nekaj let po sami predstavitvi so začeli eksperimentirati z avtonomno vožnjo. Bojda je zelo dobro vozil tudi po snegu. Celo zavijal in zdaj smo pa že blizu našega zavijanja slaloma. Našo aktivacijo smo speljali seveda z vašo pomočjo, z vozili DS in s Tino Maze. In to zato, ker je slalom prava zakladnica teorij in praks o dobri vožnji skozi ovinke. Ampak s Tino nismo postavili najhitrejšega slalomskega časa, ampak najbolj idealen čas, bi lahko rekli. Pa si poglejmo. Avtoslalom oziroma avtomobilski slalom je ena izmed osnovnih prvin oziroma disciplin avtomobilskega športa. Je namreč izjemno primeren za iskanje dirkaških talentov. Zakaj? Ker od voznika zahteva, da ima zelo dober globinski vid, da zelo dobro ocenjuje razdaljo, oddaljenost oziroma hitrost in da zelo dobro predvideva. Ampak ta slalom bo nekaj posebnega. Odpeljali ga bomo namreč dinamično, ampak obenem tudi udobno in povsem varno. Torej, odpeljali ga bomo precizno in z zvrhano mero vozniškega občutka. V ekipi avtomobilnosti smo hitro začeli z razmislekom, kdo izmed članov odpelje najlepši slalomski zavoj. No, namesto da bi začeli brusiti robnike, pa je padla odločitev, da referenčni čas raje postavi nekdo, ki preverjeno ve, kako se streže vijuganju med slalomskimi vratci. Pa se popeljimo skozi tekmovalno progo slovensko smučarsko šampionko. Postavljeno je malo slaloma, malo smuka, malo dolge zavoje, malo kratki zavoj in je treba seveda predvidevati, s kakšno brzino prideš v določen zavoj in koliko lahko dodajaš v hitrost. V bistvu sem vedno, ko sem bila tekmovalka, ciljala na to, da bom imela direktno linijo in sem bila prepričana, da je to najhitrejši, pa ni, ampak je včasih boljše, da imaš malo več smeri in ohranjaš veliko hitrost, kot da se zabijaš v zavoje. Tako da to bom probala narediti zdaj. Upam, da bo prijetno se voziti z mano. Ok, če smo pripravljeni, potem da vidimo, kakšen čas bo postavila Tina. 3, 4, zdaj. Začetna strmina, damo malo gasa, da dobimo brzino za prve zavoje. Prvi zavoji so dokaj enostavni, potem se distanca zbliža, tako da je treba primerno hitrost prilagoditi. Dinamično, udobno in varno, ne? Da vidimo zdaj to. Tukaj je en dolg zavoj, ki me spominja na smuk, ki se tu malo zapre v sredini zavoja, tako da je treba primerno hitrost brati. A ja, če podre stožec, se pribije 2 sekundi, ne? In še zadnja 2 zavoja proti ciljni strmini, kjer bi dala roke, če bi imela smuči, pa jih nimam.
Imamo. In tukaj se zmagoslavno ustavimo v cilju, Evo, in po tukaj doseženem smo v času. cilju. In seveda klasično vprašanje na cilju, kakšni so občutki. Joj. Glede na to, da meni ni nič slabo na sovozniškem sedežu, a bi lahko šli tukaj še kakšno sekundo dol. Mislim, da bi lahko. To je bilo res brez pretiravanja. Mislim, da sta se počutila v redu, tako da to je prvi cilj. Malo smo zaškripali z gumam, kar se mi je prvič zgodilo, ampak ja, treba je probati limite. Vseeno pa ni to cilj in vožnja mora biti prijetna. No pa imamo, Tina je postavila referenčni čas. Tina, tokrat je bilo 22:05, 22:05, ampak varno, dinamično in udobno. Ljudje, ki se peljejo s Tino, se peljejo udobno, varno in dinamično. 22:05. Kaj to lovimo zdaj? Kdo gre prvi? Tako kot pred vsako slalomsko tekmo, pa je treba pred nastopi tekmovalcev dobro preveriti razmere na progi. In tako smo na progo poslali prav posebno predtekmovalno vozilo. Se vidimo jutri. Čakaj, zdaj dol? Ali še ne? To je zdaj kaj, druga? To še gre, ko se giba. Sino. Zdaj vem, zakaj so bile ženske včasih ful bolj močne kot zdaj. Že legendarni prvi DS nam s svojimi inovativnimi tehničnimi rešitvami ponudi pravi vpogled v doseganje zmagovalne vozniške kombinacije. Za zmago je namreč potrebno izvleči kar največ iz sveta udobja, a ob tem ostati prepričljiv v zavojih. Avto plava na hidravličnih kroglah in je absolutno bolj udoben kot karkoli do zdaj. Ponavadi, kdorkoli se usede vzadaj, pa je vsaj malo utrujen, po 5 minutah spi. Z hidravličnim oziroma servo volanom je bil to prvi avto na svetu, ki je obračal luči v vink. To je kakor ne vem kakšna strašna novotarija. To je ta avto sicer luč ta dolgo, ta notranjo, ta malo, obračal že leta 1967, to, ki je bil takrat Citroen oziroma DS napreden. In na kombinacijo tehnološke naprednosti, vrhunskega udobja in vozniške prepričljivosti stavijo tudi sodobni DS-i. Le stežka bi si torej izbrali bolj primernega avtomobilskega sopotnika, kar so v en glas potrdili tudi naši gledalci, ki so se za voljo tega izziva prelevili v bojevite, a kritične ter novih izkušenj in znanj željne tekmovalce. Udobno, dinamično, pa hiter. A lahko rečete zase, da ste tak voznik? Ja, jaz mislim, da sem kar v redu. Bomo videli. Evo, ups. Pa slabo. Tale je kar dober, ko je dolgi. To vemo, ne, da je kazen 2-sekundna, če zbijamo stožec. Jaz sem ga zbil. No, prepozno. Zdaj gre po bola. Ok, občutek, kaj je bilo tam narobe? Preveč gas. Pod krmaro je avto, naprej ga nesel. In smo zamudili po tem vstopu za vojne. Tako je. Da sem pa narobe šel. Aj. Ta bi bila pa, ta pa ne bi šla čez, ne, na smučarski tekmi. Ne, tale pa sta imela prav v stresu, ja. Mogo biti samo bolj fokusiran. Prepozno sem šel za zavoj in potem sem preveč gasa potegnil v drugi zavoj. Mi je pod krmaro potem. Ta je bila pa zelo lepa tekoča vožnja. Ja, bila je malo boljša prejšnja. Kako uspešni ste bili v primerjavi s časom Tine Maze? Če govorimo o slalomskem žargonu, znotraj parih desetink. Nekako linijo sem hotel ujeti, ne podred stoscev,
biti diskvalificiran, pridobiti kazenske sekunde. Ja, ni tako lahko, ne. Moraš kar razmišljati, biti fokusiran, natančen, vedeti tako, kako boš imel, že prej kaj predvidevati mogoče. Moraš točno timing trofej daj, zavirati, daj speljevati. Ja, mislim, da sem prekrmaril malo preveč. Nekako je treba tako na limitu biti, da se ne oklaplja ESP. Tik malo preden začne drseti avto, moraš se umiriti. Se je tudi zaslišal po škripanju gum parkrat, v tistem, ki sem malo probal malo bolj dinamično iti. Ste upravili za svojo vožnjo, kako je bilo, bom tipična novinarka. Kakšni so občutki? Zdaj še polna adrenalina dejansko. Super. Športno potegne itak. Tudi udobno. Kaj je bilo težje, slalomski zavori ali unta dolg, ko je bil malo smukaški? Ja, jaz bi rekel mogoče slalomski. Slalomski? Ja. Končni splen tokratnega izziva je torej ugotovitev, da divjanje skozi zavoje ni le nevarno in neudobno za sopotnike, pač pa je lahko celo počasnejše od primerno prilagojenega ritma vožnje. No, sedaj pa nam je preostalo le še to, da razglasimo zmagovalca. Tina je postavila referenčni čas. Zmagovalec pa je tisti, ki se je najbolj približal, in to je Matej. Kje je Matej? Ja, evo ga. Evo, bravo, čestitev. Bravo, evo, super. Evo, tako da imamo zmagovalca. Hitrost in dobra linija. Moraš ponekod malo pospešiti, ponekod pa malo zmanjšati. Pametno. Tu se dela razlika v času. Audi se je svojega pogleda na prihodnost avtomobilske mobilnosti lotil tako, kot se loti svojih avtomobilov, z zelo tehnološko in premišljeno. Njihov svetovno znan slogan Vorsprung tehnik, prednost je v tehniki, pove vse. Prednost je v visoki tehnologiji njihovih vozil. Ampak zdaj so ta slogan samo malenkost spremenili in ga pripravili za prihodnost nove mobilnosti. In malo skrajšali. Poglejmo, kaj pomeni Vorsprung 2030. 2030. Lansko leto sem govoril z inženirjem od Dače, tistim, ki skrbi za reciklažo, in povedal mi je, da bo prihodnje leto, se pravi leta 2024, na trg zapeljal novi Dacia Duster, ki bo imel 20% reciklirane plastike na zunanjih delih karoserije. Se pravi, govorimo o plastiki, ki potem na takem žgočem soncu zbledi ali pa jo na kakšnem parkirišču podrajsamo in uničimo. No, kaj so rekli o tem procentu tukaj notri v Ingolstadu? It is a lot. So what is the potential? The potential, I think, in the end, it could be higher. Ampak o tej tehnični stavbi smo govorili tudi o reciklaži stekla, aluminija, jekla, pa seveda tudi o reciklaži plastike nasploh. Torej, današnja zgodba ne govori samo o tem, da so v novih Audijih reciklirani materiali, ampak da so novi Audiji izdelani iz nekdanjih, odsluženih Audijev. S tem vprašanjem se ukvarja projekt Material Loop, v katerem Audi sodeluje skupaj s 15 partnerji. Projekt pa je najprej izmeril trenutne razmere. Kam je torej treba usmeriti razvoj Audijev? Currently, it's very complex to dismantle a car. So a lot of materials go in the shredder and in the thermal recycling as well. So the material is lost. And if we can sort it out better, maybe before or afterwards, because there are also some new sorting technologies that will help. Prvi problem je že v tem, da niti vseh kovinskih strojev ne moremo metati v isti koš. Normally in Germany we have also washing machines, refrigerators or furniture in this shredder process. All materials will disturb the content. Pri drugih materialih pa se postopki še bolj zapletajo. We have a big variety of different polymer types. So after shredding them, you can't get all the types
of polymers out of this shredded car box. If we dismantle some big plastic parts, then we have a higher level of material. Can you give me an example? Often we have materials where it is a soft touch material. It's glued over the whole part, and if you shred that, it won't stick together. So you need to use less glue. Maybe you need to use less glue, or you find another material combination which causes no problem in the shredder process or in the sorting process as well. The first phase of our material loop was to find out if it's technically feasible. No, projekt v bistvu zdaj šele postaja zares zapleten, kajti zdaj se v projektu pleta denar. If you need to dismantle as much as possible before shredding, that means also much higher costs of the recycling? That's right. That is also one point that we figured out. There's one example is the glass. You can recycle the glass perfectly. For the windshields, For the right? windshield, yes. But to reach this windows is not easy. We tried it in this project, and it was economical. It was a failure. That we have to find some possibilities for automatization, maybe. Just to find the new process or the new type of windshields? Maybe also a new type of windshield. Could also be. That's also a topic in the pre-development department, to think about what kind of joining techniques can give there some positive effects. Does this mean that the cars will also increase the price? Hopefully not. That's also a topic we have to think about. Sama reciklaža bo imela v prihodnosti enormen vpliv na ceno avta in celo na naše nakupne navade. How are you planning to get these cars back? If you are able to keep the control over your resources, it's easy to take it back, but it's not possible right now for such a long time. So you can try to extend the usage of one specific car to keep the control over the car, but then after a specific time the value decreases, and then we can think about maybe there's a break-even where the residual value of a car is lower than the material aspects, especially if we are looking to BEV cars. You have very expensive or high-cost resources from the battery, and this break-even point is very difficult to define. But if you are finding this point, then you can make some efforts to buy the old cars back when they are aging on a natural way. Večkrat slišimo, da si banke v lasti avtomobilskih znamk želijo, da bi avtomobile na leasing oddajale kar se da dolgo, se pravi, da bi z istim avtom služile kar najdlje. Zato se tudi kakovost novih avtov izboljšuje in življenjska doba podaljšuje. Ampak, kot kažejo prvi izvlečki, bo število let, ki naj bi avto zdržal na cesti, odvisno tudi od vrednosti materiala. Torej, stari odsluženi Audi se morda ne bodo prodajali več za dele, ampak za material. Še posebej bo to veljalo za električne avtomobile. Naši kolegi na Valu 202 v oddaji Radiovedni pri mladih spodbujajo radovednost. Njihova vprašanja pa potem dobijo s pomočjo radia znanstven, resen odgovor. Tako znajo mladi vprašati, zakaj bik ne mara rdeče barve, zakaj imamo eno stopalo večje od drugega, nedavno pa so vprašali tudi to, koliko je še nafte. Odgovor, in če ste vsaj malo radovedni, predlagam, da si ga poslušate na podcastu Vala 202 Radiovedni, je mlade zelo presenetil. Pa prepričan sem, da ne samo mladih. Odgovor je bil, nafte je na zemlji še dovolj. In na tem mestu se ta tema dotakne prejšnje, Audijeve in tranzicije v bolj trajnostno mobilnost. Pri čemer se Audi izdatno naslanja na visoko tehnologijo. Prav ta pa je razlog, da danes najdemo nafto tam, kjer je včasih sploh nismo pričakovali.
To pa nas pripelje do še bistveno bolj pomembnega vprašanja, kot je to, kaj vse dobrega nam bo prinesla visoka tehnologija v prihodnosti. Pripelje nas do vprašanja, ali smo v družbi sposobni narediti zasuk in začeti porabljati manj energije, katerekoli že. Vsekakor pa manj neobnovljive energije in več obnovljive. Po tem mostu tukaj za mano se je vozil tudi že Daniel Craig, se pravi zdaj že nekdani James Bond. In seveda to vem, zato ker so ga posneli, ko je to delal. Seveda takrat je vozil staro, dobro Toyota Land Cruiser, za njim pa so se podili zlobneži v temno-sivi hmat Land Roverjih. Seveda, kako se je zgodba zaključila, se verjetno spomnite oziroma vsaj predvidevate, se pa vsekakor lahko vprašamo, ali bi bila zgodba kaj drugačna, če bi zlobneži takrat uporabljali Volkswagenove Touarege. No, verjetno bi zlobneži Craiga kar odvlekli, namreč Touareg je eden najbolj kompetentnih vlečnih vozil, kar jih je danes možno dobiti na trgu. In kateri podatek to dokazuje? We have a towing capacity of 3.5 tons. That is quite impressive because when you have a look at the market, it's really rare to find a PHEV SUV in this segment with 3.5 tons towing capacity. Je pa Touareg svoje vlečne sposobnosti dokazal že tudi tako, da je povlekel celo tistega velikega jumbo Boeinga. Ampak seveda, to so bili še časi, ko so Volkswagenovi inženirji lahko pokazali svojo strast in pa tehniško drznost in potem v takšne Touarege vgrajevali V8, V10 in pa V12 motorje. No, danes se to seveda zdi žal bogokletno in ta moj žal sem dodal po osebnem prepričanju, se pa z mano, kot sem slišal, strinjajo tudi Volkswagenovi inženirji. Se pa niso vdali in ta njihova neudanost v usodo se danes imenuje R. About the R badge, of course the R badge means that we have the special R model here with the special engine. In this case the plug-in hybrid system V6 combined with an electric engine, 462 horsepower, which makes it the most powerful Volkswagen ever produced in a series. That's why it has the R badge. Okay, but you had the V8, V10, V12. Why now the hybrid version? Yeah, some would say the good days are over, but we have the power of a V8, but with the consumption of a much smaller engine. And you can even go purely electric. Naj pa o tem dodam, da je hibridni sklop bil doslej skoraj da povsem enak kot pa tisti v Porscheju Cayenne. No, s Porschejem pa Touarega družijo ne samo proizvodne trakovi, ampak tudi ena tehnična novotarija, ki smo jo mi preizkusili že tudi v Sloveniji. Neke noči tam blizu Moravč. Govorim o visokoločljivostnih lučeh. Now we have HD matrix lights. Before it was only LED matrix light. Now we have 19,000 single LED spots per piece. So we have 30. How many? 19,000. 19 per headlight. Yeah. So we have more than 38,000 LED spots combined. For example, together working with the night vision system, when something on the side is detected, maybe a single person or an animal crossing the roads, then even the car or the headlights are really spotting the person or the animal, that you see it and that also the person is aware that you are coming, and so it's improving also the safety in this case. But as this is a big car, the main feature of these lights are that we can project the size of the car on the road. Yeah, really, yes, it's really like a carpet on the road that really projects the size, as you already said, is the size of the car on the road, and also safety improvement, of course. Na tej prvi predstavitveni vožnji smo se s Touaregi povzpeli iz nivoja morske gladine na goro Eikersdalen. In seveda lahko rečem gora, čeprav je niže od 1000 metrov, namreč tukaj na Norveškem je gozdna meja postavljena bistveno niže kot pa pri nas, recimo na okoli 700 metrov, kot smo videli. Gor so samo lišaji. No in na to goro napelje ena taka lepa makadamska, zelo ovinkasta cesta in na tej cesti smo lahko preizkusili odzivnost tega avtomobila, pa natančnost krmila, pa tudi
komfortnost podvozja, kolikor se je to seveda sploh dalo, zato ker so norveški cestarji svoje delo tukaj opravili zares dobro. So tell me about the suspension improvements. I have sensed that the car is comfortable and more agile. Yeah, as you said, it's more comfortable and agile because we have a wide range, a wide possibility there. How did you get this? There are mainly two reasons for it. First of all, we still have the adaptive air suspension, which means that the car can go lower and higher. But there's one second thing, which is really new, which is actually on the roof of the car. Here's a new sensor integrated. On this way, the car can have a more wider range and can go more to the extremes than before. Because in former times, we always had to calculate that there might be some roof, and the ESP kind of worked much earlier. Now you can have a more wider range, going fast around corners because the car knows there's nothing on the roof, now you can go. Skratka, Touareg je tudi po prenovi predvsem avtomobil, ki je namenjen tistim, ki z njim ne bodo samo paradirali po mestnih ulicah, ampak ga bodo kupili zaradi praktičnosti, ker ga potrebujejo. Seveda, tudi Volkswagen ta avtomobil ponuja v mafijsko, sivi, mat barvi, ampak v svoji osnovi je to še vedno bistveno bolj družinski avtomobil za tiste družine, ki se rade kam odpravijo na kakšne lepe konce, kot je na primer ta Atlantska cesta tukaj na Norveškem. In naj se zdaj od vas poslovim s pašo za oči. Zapeljite se, uživajte. V tokratni oddaji smo bili malo radovedni, tudi tekmovalni, hkrati smo pazili, koliko je še ostalo nafte. In ko smo že pri vprašanju porabe nafte, koliko jo porabimo na leto? V Radiovednih so odgovorili na to vprašanje in povedali, da za 2 milijona olimpijskih bazenov, taki merski enoti, so nam postregli s rezultatom. Ampak, če pogledamo za 50 let naprej, če bomo čez 50 let napolnili za 2 milijona olimpijskih bazenov rudnin za baterije, kje bomo takrat? In s tem bremenom, drage gledalke in gledalci, moramo jutri zakorakati v nov teden. Ne, vse bo še v redu. Prednost je v tehniki, vse bo v redu. Glejte nas spet naslednji teden, vmes pa kliknite na naš zavihak avtomobilnost na MMC-ju in pa seveda ne pozabite na naša socialna omrežja. Srečno!